Na izobraževalnih ustanovah v tujini sem opazil, da mogoče ni toliko poudarka na tej povezavi študija s prostim trgom, zato vsakič, ko nazaj pridem, vidim, da je to zelo velika dodana vrednost za podjetnika. Jaz sem vedel, v kaj se spuščam, ko sem hotel imeti mentorja, dejansko pa nisem pričakoval, da bo tako dobro. Meni je bilo zelo tako interesantno vse skupaj, sploh to, da imaš v bistvu možnost se pogovarjati z nekom v takšnem obsegu. Res sva lahko v tem času veliko naredila, tudi jaz sem pri sebi opazil zelo dober napredek, kar se tiče vsega. Tudi ko sem se sam začel lotevati nekih podjetniških poskusov, sem iskal in tudi našel ogromno nekih nasvetov, mentorjev, ljudi, ki so dali neke stvari skozi izkušenje. In se mi zdi prav, da zdaj, ko sem mogoče jaz v poziciji, da lahko komu pomagam, to tudi naredim. Moja logika je vedno takšna, znanja nikdar ne drži za sebe, vedno ga deli in vedno bodi med dobrimi ljudmi, potem si sam še boljši. Mladi se zavedamo neke generacijske razlike, ampak se mi zdi, da moramo res poudarjati to, da ljudje, ki so dalj časa na svetu kot mi, da se moramo od njih nekaj naučiti. Začela sva zelo na široko, kar je dober pristop. Potem pa sva tekom interakcij fokusirala idejo. Zasnova je dobra, ideja je tudi poslovna priložnost, ampak za realizacijo in za začetek služenja je pa seveda potrebno narediti še par korakov. Kateri je najboljši nasvet, kar ti ga je dala tvoja mentorica? Stay true to yourself, da dejansko vedno ostaneš tak, kak si, in se v bistvu iz tega prilagajaš pol temu svojemu strokovnemu spektru, da v bistvu nikoli ne pozabiš to svojo individualnost, ko jo pač imaš. Podjetnik mora poslušati ljudi, zato ker konec koncev, če želimo nekaj prodati, moramo poslušati ljudi, da jim damo to, kar si želijo. In pa da se razvija, da ga ne premaga njegov ego, da je najboljši, ampak da vedno strmi k temu, da se lahko doseže več, da se lahko nauči več in da ima to spoštovanje do sveta in ljudi okoli sebe. Da se naučiš nekaj novega, da izkusiš pač nekaj novega in potem vse to znanje implementiraš na svoji lastni poslovni poti. Tako da mi je bila super izkušnja in si jih želim še več. Česa ste se pa vi naučili od svoje mentoriranke? Uporabe določenih komunikacijskih orodij, ki praktično jih mlajša generacija toliko bolj uporablja. Se pravi, uporaba teh orodij in vkomponiranje to v prakso. Njihov pogled, ki je malo drugačen. Izkušnje, ki jih ima nekdo, so res ogromno vredne in jih bomo težje bomo sami do vseh teh izkušenj prišli, kot pa da pač izkoristimo, kar že zunaj obstaja in ljudje so pripravljeni pomagati. Za mene se je res obrestovalo, zato sem zelo hvaležen na tem mestu v GEA College, da imajo možnost mentoriranja in poslovnega coachinga in vseh ostalih suportov, ki smo jih dobili, tako da se je res obrestovalo.